Živjo družba, spet sem jaz, moje ime je Jana, dobrodošli na mojem kanalu, kjer imamo v bistvu dva dela. Eden je posvečen Mehiki, eden je pa posvečen temam, ki so kakorkoli povezane s slepoto ali slabovidnostjo. No, danes ste se znašli v kotičku Mehika. In sicer smo tik pred tem, da bomo praznovali neodvisnost Mehike. In sicer Mehičani praznujejo svojo neodvisnost 15. septembra. Leta 1521 so Španci osvojili Mehiko in od takrat naprej je bila pač vlada španska in domačini so pač morali sprejeti to novo vlado. In ta zadeva je trajala vse do leta 1810, ko je duhovnik Miguel Hidalgo y Costilla v cerkvi v Dolores de Hidalgo v mehiški državi Guanajuato pozval Mehičane k boju za neodvisnost. In sicer se je to takrat zgodilo, ko je Napoleon Bonaparte, ko je pač s prestola Španije umaknil kralja in je postal svojega, mislim, da brata. In Mehičani nikakor niso želeli sprejeti za vlado pa Francozov. In zaradi tega so se pač takrat odločili, da se bodo pa borili za svojo neodvisnost. No, kot že rečeno, duhovnik Miguel Hidalgo in pa dva generala, ki sta Aldama y ¿quién más, Diego, perdón? El general Aldana y Allende. Y Allende, no, Aldana pa Allende. Aldama con M? Sí. Aldama in Allende pa in Miguel Hidalgo so pozvali Mehičane k uporu in k bitki za neodvisnost. In to je bilo v noči 15. september 1810. No, naslednje jutro so pa Mehičani pač začeli z bitko za neodvisnost. In iz tega razloga se pač šteje, da je 15. september 1810 rojstni dan Mehike. Kaj se je zgodilo? Takrat je Miguel Hidalgo je pač z enim, se reče krik, če prevedam, je pač pozval Mehičane in potem je na koncu pozvonil za zvoncem. No, dan današnji Mehičani so zelo patriotski in sicer se pač ljubezen do domovine, to se neguje že od ranega otroštva iz šole, to je enkrat na teden imajo določeno ceremonijo, ko prinesejo zastavo, ko prisežejo zastavi otroci in pač, ne vem, se poje himna državna, se poje himna pač vsake mehiške države posebej in se pove pomembne datume iz zgodovine. Skratka, to oni živijo iz otroštva naprej in so strašno zavedni in strašno ljubijo svojo državo in so ponosni nanjo, na tradicijo, na kulturo, na glasbo, na hrano, na vse so ponosni. In Mehika je že, jaz mislim, da čez celo leto se čuti pač ljubezen do države, ampak v septembru, ko je pa pač 15. septembra, ko je pa praznik Mehike, cel september se posveti temu dnevu, tako da je še bolj patriotski kot že tako. Zdaj, kako praznujejo oni neodvisnost? Običajno se družina zbere v hiši nekoga in pripravijo kakšno tipično mehiško jed, to bi bil posole, to je kot neke vrste, kako bi rekla, zelenavna, no, neke vrste juha, je taka velika zrna koruze so, z mesom, lahko je to piščanc, lahko je svinina, potem se pa doda noter na koščke narezano čebulo. Si viene también cebolla, Diego? A posole? Sí, cierto, se nos olvidó la cebolla. Čebula, potem redkvice, origano, potem se pa je zraven, imaš pa v roki tostado, to je tako, kot bi bila neka pečena tortija, no, taka trda tortija, pa s kislo smetano se gor namaže. No, to jedo, to je zelo tipično jedo takose, to veste, kaj so takosi, tamales, potem jedo chiles en nogada, to je pa iz mehiške države Puebla, tipična jed, in sicer je čile je zelene barve, potem je pa noter, ¿por qué es blanco chile en nogada? ¿Por una salsa? Una salsa que se hace con nueces y otras cosas. Crema. Aha, je pač v barvah mehiške zastave, ne? Zelen je čile, bela je pa ena omaka in sicer je sestavljena iz orehov, je tudi ta omaka. No, potem rdeč del pa prinesejo pa zrnca granatnega jabolka. No, pa katerakoli mehiška zadeva se pač takrat je. No, poleg tega pa za pijačo je pa najbolj pogosto se pije tekila ali pa kakšno dobro mehiško pivo, ne vem, poznate Corono vsi, ne vem, če poznate Victorio, Modelo, Negra, 2X, Sol, Indio, pač katero izmed teh piv.
Potem se pije kakšna gazirana pijača ali pa kakšna sadna voda, se reče, ne vem, recimo, ne vem, gvajavina voda, lubenična voda pa tako naprej. No in potem se pač družina se druži, plešajo, se pogovarjajo, potem zvečer bi me pa večina jih gleda po televiziji, ko je pa predsednik republike v nacionalni palači, pač je posebna ceremonija, ko prinesejo zastavo v nacionalno palačo in jo predajo in potem gre on na balkon, nagovori pač ljudstvo, ki je od spodaj na glavnem trgu in je meni najljubši govor, jaz nisem ljubiteljca politike, ampak ta govor mi je pa všeč in reče, ne vem, naj živi Miguel Hidalgo, ne, ta gospod, naj živi Aldama, Aldama, naj živi Allende, naj živi, no, na koncu pa zaključi pa reče, naj živi Mehika in to 3-krat ponovi in ljudje od spode pa odgovarjajo, ne, rečejo viva, pomeni naj živi, ne, in to je, ne vem, to je tak emotiven dogodek. No in potem, ko on pač vse to, ko on zaključi ta govor, pa pozvoni na en zvon simbolično, kot je Miguel Hidalgo, ne, pač v tistem momentu naredil. No in to so res taka čustva, res taka topla čustva, izjemna čustva, no, se prepletajo, ko se ta zadeva dogaja. No, lahko pa na zadnje čase tudi po televiziji imajo prenos športnih dogodkov in sicer zanimivo boks, no, jaz bi vedno kakšen, ne vem, pomemben mehiški boksar in ga pokažejo, nekako ima kakšno tekmo, to se na ta isti dan dogaja. No, del ljudi gre pa pač na te glavne trge, ki se imenujejo tukaj Zocalo. Zdaj, če niso ravno v Mexico Cityju, gredo pa tudi v kakšnem drugem kraju, kjer pa potem lokalna vlada pa oblast tudi pač ima enostavno ima enak postopek, no, in pač isto počnejo, pač isto ima ta govor. Tako, no, in se pravi, Mehika je že itak, je zelo patriotska, no, ampak v septembru je pa nekaj izjemnega. In to ni samo 15. septembra, prav na rojstni dan Mehike, ampak je čez cel september. Praznujejo, se veste, Mehika je enako praznovanje. Jaz upam, no, da se vam je zdel zanimiv ta prispevek, da zdaj kaj več veste o neodvisnosti Mehike in upam, želim si, da bi imeli kdaj možnost to doživeti, ker je res doživetje brez primere. Če še niste del moje YouTube družinice, lahko spodaj aktivirate zvonček in vam boste dobili brezplačna obvestila, kadar bomo objavili kakšne nove posnetke. Jaz upam, da pač sem vam kakšen nov podatek prinesla. Vesela bi bila, če bi pa se tudi kaj v komentarje oglasili in mi povedali, kako pa vi praznujete neodvisnost Slovenije. Se vidimo tukaj v prihodnji priložnosti. Adijo!